Slovenia are on top of the Eurobasket world, folks. They are now going to be the best team in European basketball for the first time in their history. It was an amazing performance. Thank you so much. It was the best one ever. Yeah, definitely, of course. Unbelievable. Crazy unbelievable. Yeah. Dragic pulls up at the line. Good. That'll calm down the nerves a little bit for Slovenia. Red hot. Jovic drives in, and Marjanovic had the ball but didn't collect it. Now Dragic pushes it quickly and lays it up and in. It's like a bullet from a gun. He was down there. Dragic for three. Good. Right back. 15 remaining in the first half. In this case, too high scoring for Serbia. Dragic again for three. Good. This guy is a man possessed here tonight. Dragic. Both teams trading blows here. Dragic pulls up at the line. Che spettacolo! Goran Dragic! Giochi, Goran gre za tri, dosegla napaka in gol Gorana Dragića! Juhu! Will you put your hands up? You rally the troops. Put your hand up, please! Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako si? Dobro, ob tem sicer grdem deževnem vremenu, ki je kot nalašč ustvarjeno, pravzaprav za to snemanje podcasta in jaz spomnim se ravno na zadnje, ko sva sedela skupaj, je bilo podobno deževno vreme, potem sonce in čudovito vreme ni bil edini razlog, zaradi katerega je bila najina pauza med zadnjim in novo sezono, bova sedaj rekla, podcasta tako dolga in se seveda tudi opravičujeva, ker je bila ta pauza malce daljša od prvotno načrtovane pauze. Vendar naj je malce čas povozil in sva poskušala potem podcast posneti preko interneta, vendar nisva našla najbolj primernega programskega ogrodja, reciva temu za to. In končno sedaj, ko sva zopet našla čas za snemanje podcasta ob podobno deževnem vremenu kot takrat nazadnje, sva se vrnila in tudi tema tokratnega podcasta bo pravzaprav ista, kot je bila na tistem zadnjem. Na tistem zadnjem sva se zazrla proti prihajajoči sezoni naših zlatih reprezentantov, poskušala malce napovedati, kakšne sezone jih čakajo v klubih, dejala, da čaka Gorana Dragića in Luko Dončića, oba naša člana idealne peterke Eurobasketa, najboljša posameznika naše reprezentance, morda celo najbolj pomembni sezoni v njunih klubskih sredinah in zakaj, o tem smo takrat seveda več spregovorila, tudi o ostalih zlatih reprezentantih so seveda več spregovorila in potem enem mesecu se je že toliko zgodilo, imamo seveda ogromno novega materiala za prežvečiti, za predelati, za obdelati in analizirati. Namreč v vseh sredinah so se sezone že začele, vzorec odigranih tekem je že dovolj velik. Kot kaže, se v Realu namerava ustvariti slovenska kolonija. Vse to zaradi Luke Dončića, ogromno tem seveda v Miamiju. Recimo temu precej nestabilen začetek sezone in igra Gorana Dragića, ki je na trenutke izjemna, na trenutke pasivna, tudi o tem seveda več. Tema tokratnega podcasta bo začetek sezone naših zlatih reprezentantov, kako igrajo v svojih klubih, začela bova z Goranom, nadaljevala z Luko, nato seveda pogledala v klubske sredine ostalih naših igralcev, ki bodo, Blaž, že čez dobre 2 tedna, pravzaprav slabe 2 tedna, začeli s pripravami na kvalifikacijski ciklus. Ja, na prvo tekmo z Belorusijo, ki bo 24. novembra, mislim, da se oni pa zberejo 3 dni prej, 4 dni prej, nekaj takega, tako da bo zelo zanimivo videti, kdo bo nastopil dejansko na teh kvalifikacijah, predvsem zaradi tega spora med FIBO in Euroligo bomo videli, kateri euroligaši bodo lahko prišli, tako da bova tudi to nekoliko prežvečila. Pravzaprav vsi naši igralci so izjemno začeli sezone, Goran na drugi strani Atlantika, v Evropi, Luka piše nova poglavja evropske košarkarske zgodovine in tudi ostali, Prepelić, Blažič, Čančar v ABA ligi, Vidmar v Turčiji, Murić tudi v Turčiji. Tudi Murić v Turčiji, vsi ostali, vseh teh ključnih igralcev se bova dotaknila, poskušala kakšno besedo povedati pravzaprav o vsakem izmed naših igralcev, od prvega do zadnjega, od Dragića do Zagorca, recimo temu tako.
Vendar, da ne bova izgubljala preveč časa z tem uvodom, to so torej teme, ki jih bova obdelala v tokratni epizodi podcasta. Kot sem dejal, sedaj začenjava po tej malce daljši pauzi novo sezono najinih podcastov in premori ne bodo več tako dolgi in kmalu že načrtujeva nove epizode. Naslednji podcast bo seveda začetek sezone v NBA ligi, tokrat, kot sem dejal, se bova malce bolj podrobno posvetila Goranu in Miamiju, nato pa seveda vsem ostalim moštvom lige NBA, namreč po najbolj norem prestopnem roku v nekateri trdijo celotni zgodovini, se je sezona pravzaprav začela v povsem istem slogu, šokantno, grozljivo poškodo Haywarda in nato kot s tistim vlakcem smrti, gor in dol, začelo se je pestro in nadaljevalo v podobnem slogu in to naslednji podcast, tudi slovenski ligi, problematiki slovenske lige in slovenske klubske košarke bova posvetila eno izmed prihodnjih epizod in pa Blaž, ti pripravljaš epizodo, v kateri se bova posvetila iskanju novega nogometnega selektorja. Letos, kot sva že nekaj obljubljala in nakazala med tistim najnim Eurobasket vodičem, bova malce razširila spekter športov, ki jih pokrivava, ne veliko, malce, za tisti drugi šport, ki ga obadva seveda spremljava, nogomet in tista najbolj zanimiva tema, seveda poleg iger Maribora v Ligi prvakov, je nedvomno iskanje novega selektorja nogometnega. Odločitev, ki bodo dobro vplivala na razvoj slovenskega reprezentančnega nogometa v bližnji in seveda morda celo daljni prihodnosti, ker seveda reprezentanca stagnira, reprezentanca ne dosega tistih rezultatov, ki si morda želimo ali celo pričakujemo in ob podobni stagnaciji ali celo padcu v bližnji prihodnosti se seveda s tem slovenskemu nogometu ne piše nič dobrega in naslednji selektor bo imel seveda velik vpliv na to, kako se bo razvijal slovenski nogomet in kot vedno, reprezentanca in klubi gredo z roko v roki v košarki in nogometu, midva pogosto govoriva, v košarki sva govorila v tem kontrastu med reprezentančno in klubsko sceno v košarki, podobno bova seveda nekaj spregovorila tudi letos v tej najni novi sezoni podcastov. Vendar, da ne bom izgubljal preveč časa s temi napovedniki tega, kar bova danes govorila, in tega, o čemer bova spregovorila v bližnji prihodnosti. Blaž, morda samo nekaj administrativnih detajlov še na začetku, preden začneva z samo vsebino tokratnega podcasta. In če že govorimo o administrativnih zadevah, je prva stvar, o kateri sva govorila in iščemo nove admine za družbena omrežja, ki jih upravljamo. Predvsem seveda na Facebooku, NBA Slovenija, Sport Info, nogometni prestopi, košarka in tako naprej. Tudi Twitter recimo, in če je to nekaj, kar vas morda zanima, nam lahko pošljete zasebno sporočilo na enega izmed teh Facebookov in morda je najbolje, Blaž, da ti omeniš te možne kontakte, ne samo na Facebookih, kamor nam seveda lahko pošljete tudi vsa druga zasebna sporočila, nekaterih nedvomno že poznate, vendar za tiste, ki vas morda zanima administriranje družbenih omrežij, če lahko temu namenite kaj prostega časa, recimo nama pošljete kam lahko, Blaž, sporočilo? Na Facebooku NBA Slovenija, seveda tudi na preostale Facebooke, kakor nogometni prestopi, Slovenija smuča, tudi preko Twitterja, sportinfo.si, lahko nama pišete tudi na mail sportinfo.si@gmail.com ali pa naj jo kontaktirate preko spletne strani sportinfo.si. Ko pa sva že ravno pri teh vseh omrežjih in vsemu, bi pa bila zelo vesela, če bi lahko pustili kakšen všeček in pa se naročili na najin YouTube kanal, kjer objavljava podcaste. Seveda tudi, če na Facebook straneh pustite oceno, to sva tudi zelo vesela. In pa tisti, ki naj jo poslušate preko iTunesov, če lahko pustite komentar in oceno, kajti vse to pomaga rangirati najin podcast, da lahko doseževa nove potencialne poslušalce in nama dejansko tudi pomaga pri nadaljnjem delu in nadaljnjem snemanju. Tako, odlično si to zrecitiral, Blaž, hitro in učinkovito, zato da ne bova zgubljala časa, te všečki, naročanje na strani in komentarji so pač ti faktorji, ki vplivajo tudi na poslušanost podcasta oziroma opaznost podcasta, zato bova vsekakor hvaležna vsakega všečka, naročnika in ocene. Mislim, da je Blaž to tisto, kar sva imela zapovedati v uvodu, zato, kot sem dejal, časa z napovedmi in administracijo mislim, da sva izgubila več kot dovolj, zato se
vrneva čez par trenutkov z Goranom Dragićem in začetkom njegove sezone v vročem Miamiju. Blaž, kot so obljubila, začniva z Goranom Dragićem, kapetanom zlate slovenske reprezentance, najboljšim igralcem letošnjega Eurobasketa in tudi člana idealne peterke letošnjega Eurobasketa. In ko je bil recimo Goran nazadnje uvrščen v idealno peterko Eurobasketa po tistem Evropskem prvenstvu v Sloveniji, je tisto sezono končal tudi kot član ene izmed idealnih peterke NBA lige in seveda je sedaj eden izmed redkih, zelo redkih igralcev v zgodovini NBA lige, ki so seveda bili večkrat uvrščeni v idealno peterko Eurobasketa in obenem tudi v idealno peterko NBA lige in seveda glede na to, da mu je tisti sezoni 2013-14 uspelo, to so se spraševala midva že v tisti zadnji epizodi pred to daljšo pauzo. Kakšne so njegove možnosti, da letos ponovi ta uspeh, da morda se uvrsti tudi na All-Star tekmo, morda sezono konča v eni izmed idealnih peterk in tukaj sta seveda dva faktorja. Eden je moštveni uspeh, drugi je pa individualna statistika in morda in midva bova seveda spregovorila o obeh teh faktorjih, o Goranovi in igri moštva. Moštva Miamija, ki je pravzaprav začel sezono slabše od njihovih pričakovanj, od njihovih napovedi, tudi od napovedi recimo lokalnih novinarjev, čeprav tam nekje po pričakovanju tistih nacionalnih poročevalcev, ki recimo zadevo spremljajo malce bolj oddaleč, so pa pravzaprav tam nekje, kjer so mnogi pričakovali, čeprav začetek je slab, to je treba priznati, namreč igrali so serijo 6 tekem na domačem parketu in zmagali samo 3. Imeli nekaj težkih tekem, vendar, kot sem dejal, sami so pričakovali boljši začetek in tudi, če bodo želeli izpolniti načrte izpred samega začetka sezone, bodo morali doma zabeležiti več kot 50% zmag in se potem seveda na gostovanjih približati tem 50%, čeprav seveda tudi sedaj na gostovanjih sezone niso najbolje začeli, najprej s porazom v Orlandu, ki je sezono začel naravnost izjemno, sodi med najboljša moštva vzhodne konference. In potem seveda sedaj to zahtevno gostovanje po tisti seriji domačih tekem, sedaj serija gostovanj v zahodni konferenci, Denver, Clippersi, ravno sinoči so odigrali srečanje proti Golden Stateu, 2 zaporedni tekmi, Clippersi, Warriorsi, seveda težko računaš na 2 zmagi. In je bila že ena pravzaprav uspeh, vendar sedaj seveda samo 1 zmaga in 4 poraze, pravzaprav se upravičujem, 3 poraze na gostovanjih do sedaj. Neuspešen začetek doma, neuspešen začetek na gostovanjih in na drugi strani Goran, uspešen začetek, vsaj statistično uspešen začetek sezone. No ja, razmeroma uspešen, zakaj sem jaz razočaran, o tem bova tudi več spregovorila. Namreč mislim, da bi lahko igral bolje. Kot sem dejal, statistično ravno včeraj sem prebral en zanimiv članek enega izmed lokalnih poročevalcev v Miamiju, ki je pisal o tem, da slaba igra oziroma slabša igra moštva, da je slabša igra moštva zasenčila odlično igro Gorana Dragića. Zdaj, jaz je ne bi okarakteriziral kot odlično, čeprav seveda njegova statistika, kot sem dejal, je povsem primerljiva z lansko sezono in tudi sezono 13-14, to je pa tista MVP sezona. MVP, no ja, ne MVP sezona, vendar sezona, po kateri je bil uvrščen v idealno peterko NBA lige, ki je zagotovo največji individualni uspeh oziroma najbolj, recimo temu, težko dosegljiv individualni uspeh. Verjetno je to celo teže dosegljivo, bodimo realni, kot seveda MVP naslov Eurobasketa ali pa nedvomno kot seveda uvrstitev v idealno peterko Eurobasketa. All-NBA je namreč še precej teže dosegljiv cilj kot All-Star tekma. Recimo, če dam za primer Chrisa Bosha, 12 All-Star nastopov, samo 1 All-NBA peterka in več kot 1 naslov prvaka. Tako da, ja, All-NBA je zagotovo izjemno težko dosegljiv cilj, samo 15 košarkašem uspe vsako sezono in samo 6 branilcem. Velik uspeh. In nekateri so potihem napovedovali možnosti Gorana, o tem nisva govorila samo midva v tisti zadnji epizodi podcasta pred najno pauzo.
temveč sem prebral tudi nekaj člankov, napovedi lokalnih novinarjev in tudi teh nacionalnih ameriških poročevalcev, ki so Goranu napovedovali, potihem napovedovali kot eden izmed teh tihih kandidatov za morda naskok na All-Star in All-NBA peterko oziroma nastop na All-Staru in uvrstitev v eno izmed All-NBA peterk v letošnji sezoni in začetek vsekakor mu tega ne bi prinesel, glede na tekme, ki jih je odigral. In morda lahko začneva tukaj, Blaž, z iztočno točko, vsaj ko sva pred samim začetkom malce predebatirala in postavila nekaj opornih točk, sva gledala statistiko in opazila recimo, da je Goranov usage rate razmeroma nizek in seveda potrjuje tisto, kar lahko vidimo tudi na parketu, da Goran ali seveda to je tudi drugo vprašanje, po lastni izbiri, zaradi morda utrujenosti, ali pa zaradi sheme trenerja in želja trenerja, igra precej rezervirano, ima žogo manj pri sebi, je v tistem zelo glasnem kotu, zaradi katerega je pravzaprav zapustil Phoenix, zaradi tega, ker je namreč preveč časa preždel v kotu. V tem kotu je letos precej več, kot sva midva verjetno pričakovala pred začetkom sezone. Ne vem, ali je sam toliko pričakoval, da bo toliko časa prebil v kotu, da bo toliko časa igral brez žoge, vendar to nedvomno počne več od najnih pričakovanj. Recimo, če pogledava samo usage rate v moštvu, morda bi Blaž ti o tem lahko kaj več poveš? Ja, ima v bistvu kar 5 igralcev, približno enak usage rate, kar priča o tem, da se žoga skozi kroži in da v bistvu Goran ni tisti glavni playmaker, vsaj kar se tiče igre na parketu, da žoga enostavno enkrat en organizira, potem drug organizira in si zelo delijo žogo, zelo različno napadajo nasprotnikov koš, tako da ni neke te kontinuitete, kar pa recimo priča tudi, če gledamo usage rate izmed teh 5 igralcev, se pravi Hassan Whiteside ima največjega, potem Dion Waiters, Goran Dragic, Kevin Olynyk, James Johnson. Če gledamo potem samo usage rate, se pravi deleži napadov, ki grejo preko teh igralcev, če gledamo potem za posamezne tekme, vidimo recimo pri Olynyku, Johnsonu, da se ta zelo ekstremno spreminja. Ima, ne vem, skoraj 30%, pa pade na 14% naslednjo tekmo, kar priča o tem, da ekipa ni uigrana in da očitno Spoelstra na začetku sezone veliko eksperimentira, temu pa ga je tudi nekoliko prisilila poškodba Magruderja, verjetno je imel plan nekoliko drugačen, vendar Magruder je že zaključil sezono s tisto zlomljeno nogo in pa tudi seveda te manjše poškodbe, ki pa se ves čas pojavljajo, tako da razloge za bolj rezervirano igro Gorana lahko iščemo tudi v tem eksperimentiranju glavnega trenerja Miamija. In verjamem, da že čez nekaj tekem, morda 10-15 tekem, bo Miami našel tisto pravo formulo, bo našel tisto pravo kemijo in da bodo dejansko zaigrali tako, kot so zaigrali v drugi polovici lanske sezone. Je pa treba poudariti nekaj, da igrajo pa podobno kot ob zaključku lanske sezone, igrajo to tako imenovano drive and kick igro, da branilec prodre pod koš in potem na zunanjih položajih išče prostega strelca. To je igra, ki jim je prinesla tisto 30-11 serijo v drugi polovici sezone in trenutno imajo težave predvsem z realizacijo. So med najslabšimi ekipami v ligi po procentu zadetih neoviranih trojk, kar je pri takšni igri praktično samomorilsko. Ja, težav v igri, v napadu in obrambi imajo kar nekaj. Midva sva pred samim podcastom malce se zazrla v vse te različne številke Gorana in samega moštva in ja, usage rate, torej delež napadalnih akcij, ki jih porabi posamičen igralec na 100 napadov, seveda prilagojen, tako da je pri vseh igralcih tisti, ki porabijo manj in več napadov. Lahko primerjamo deleže, so primerljivi, seveda lahko jih povsem primerjamo. Je recimo morda celo presenetljiv. Sicer za Diona Waitersa smo pričakovali, da bo tako visok kot Goranov in v tem trenutku je celo malenkost višji za 0,1% točko. Vendar tudi lansko sezono sta imela zelo podoben usage rate. Goran je imel sicer nekaj višjega, vendar v tej sezoni smo tudi pričakovali po tej visoki pogodbi, ki jo je prejel Dion, da bo tudi njegova vloga malce višja. Hassan prav tako.
je eno izmed bolj opaznih, recimo temu, napadalnih orožij Miamija, sicer ne glavno, kot si sam dejal, drive and kick igra je tisto, kar poganja celotno moštvo v napadu, prodori Dragića in Diona. Vendar na vsake 3 ali 4 napade tudi Whiteside dobi žogo na post, mu jo spustijo pod obroč ali pa odigra kakšen pick and roll z Goranom ali Dionom. Zato seveda to, da ima veliko vlogo v napadu, ne preseneča. Presenečajo pa seveda številke Olinika in morda tudi Jamesa Johnsona, že spet morda ne toliko Jamesa Johnsona kot Kellyja Olinika, ki je imel nekaj časa celo višji usage rate od Gorana Dragića. Torej, pobral večji delež napadov, ko je bil v igri kot Goran Dragić, kar je pa vsekakor morda presenetljivo in tudi to, da James Johnson napade organizira več, vsaj na dosedanjih tekmah se zdi, da recimo v prvem polčasu več napade organizira Goran, nato pa v drugem polčasu skoraj da po pravilu precej več časa preždi v kotu in precej več časa igrajo ta obrnjeni pick and roll, ne 1-4 pick and roll, ampak 4-1 pick and roll, kjer pravzaprav James Johnson vodi žogo in Goran postavlja blok. In ko smo midva recimo pogledala Goranove številke pri postavljanju blokov oziroma uspešnost napadov, pri katerih Goran postavlja blok, je on tam zelo visoko med centri, vendar ne kot v pick and rollu, ne kot igralec, ki igra žogo, vendar kot igralec, ki postavlja blok. Kar seveda priča o tem, da je to ena izmed teh akcij, ki jo Spoelstra zelo pogosto uporablja. In na drugi strani je to tudi precej, glede na število doseženih točk, ki jih dosežejo na to akcijo, mislim, da je preko 2 točki, tudi zelo uspešna akcija. Vendar akcija, ki se seveda v tisti osnovni statistiki Goranu prav nič ne pozna in zdi se mi, da je to vendarle igra, pri kateri vsaj ostali igralci niso tako vpleteni kot takrat, ko recimo Goran prodira in potem podaja na zunanje položaje, ker tudi žoga pogosto zakroži. In recimo Goran letos morda tiste osnovne podaje ne kaže vsega, ampak če gledamo recimo število sekundarnih podaj, tako imenovanih hokejskih podaj, torej po Goranovi podaji na zunanji položaj, potem sledi dodatna podaja igralca nekomu, ki je še v boljšem, bolj ugodnem položaju za odprto trojko, in takih podaj Goran ogromno zbere na tekmo, je med prvo 10-terico igralcev. Čeprav seveda glede na njegov usage rate, tudi tisto osnovno število podaj 4,8, torej skoraj 5 podaj, ni majhno, glede na stil igre, kot si sam dejal, glede na to, da si delijo žogo, da žoga ogromno kroži in da napade začenjajo pač ne samo zunanji igralci, ne samo Dion Waiters kot v lanski sezoni, vendar precej več kot v lanski sezoni, seveda James Johnson in predvsem že omenjeni Olinik. In Blaž, tisto, kar pa nisi morda omenil še, je pa izgubljene žoge, ki so posledica vseh teh dodatnih igralcev, ki organizirajo napade, ki vodijo žogo, predvsem seveda ravno že omenjenega Olinika in Jamesa Johnsona. To sta igralca, ki imata žogo ogromno pri sebi, ki organizirata, začenjata napade, Spoelstra namreč tudi visokim igralcem dovoljuje, da če ujamejo skok, oni prenesejo žogo in začnejo napad, pokličejo akcijo. In kljub temu, da sta one dva pri tem pogosto recimo uspešna, ko pogledamo pač številke, te pričajo, da obenem izgubita tudi preveč žog. Johnson in Olinik izgubita daleč največji delež žog in tudi največje število žog v moštvu. Goran recimo skupaj s Tylerjem Johnsonom izgubi daleč najnižjega, glede na število akcij, ki jih Goran izpelje, je pravzaprav njegov delež izgubljenih žog izjemno majhen. In zdi se, da je rešitev preprosta. Več napadov bi moral organizirati Goran, ki v drugem polčasu, zdaj to je pa seveda tisto drugo vprašanje. Na eni strani seveda težave v igri, to so recimo določene težave v napadu, tudi v obrambi ima Miami ogromno težav, recimo namreč po izgubljenem skoku v obrambi in dobljenem napadalnem skoku nasprotnika jim nasprotniki dajo največ točk med vsemi moštvi v ligi. To torej pomeni, da v obrambi njihovi visoki igralci očitno slabo zapirajo prostor in kljub recimo dobrim številkam Hasana, že spet tisto, kar pri njemu ni najboljše, ravno to zapiranje prostora, on se bori za žogo, ujame pogosto kakšne težke skoke, vendar pozabi recimo na to, da če bi zaprl prostor in prepustil žogo soigralcu, bi bila zadeva precej lažja. Vendar ja, tega ne počnejo veliko in obramba je le en aspekt. To, da napad je prav tako problematičen. Zaenkrat tudi tiste napredne številke, napadalna učinkovitost, obrambna učinkovitost, ja, so povprečni ali podpovprečni in taka je tudi njihova uvrstitev, nekje malce pod povprečjem, pod tistim, kar smo pričakovali trenutno.
In ja, ker sva se že dotaknila vloge Gorana, Blaž, zame presenetljivo majhna oziroma manjša vloga v napadu. Njegov delež napadalnih akcij, ki jih pobere, je pravzaprav za vsaj nekaj odstotkov nižji od tistega, kar sem jaz pričakoval. Tudi pričakoval sem recimo, da bo več igral pick and rolla, kjer ne bo on postavljal blokov, vendar on igral žogo in pričakoval sem tudi recimo, zdi se mi, da recimo je ogromno akcij, teh hand-off akcij po bloku predaj žoge, kjer mu pač visoki igralec preda žogo po bloku, narejenih pravzaprav za to, da Goran zaključi akcijo s košem in ne s podajo. Ko pa pogledava številke, recimo, potem pa vidiva, da Goran podaja skoraj v polovici svojih prodorov. Ogromno podaja in bi morda bilo celo bolje, da bi več zaključeval, ravno zaradi tega, ker si pa že sam omenil nizkih številk, nizkih odstotkov meta za 3 točke. In drive and kick igra lahko deluje samo, če tvoji strelci zadevajo. Sedaj ni potrebno zadeti recimo 40 odstotkov, 38, 37, lansko leto so bili na takih odstotkih v tistem drugem delu sezone. Vendar vsaj tistih recimo 35, 36 je potrebno zadeti in na začetku v prvem delu sezone je Miami bil tudi precej pod tem odstotkom. Ja, in to je tudi glavni problem Miami, kot smo pač omenili že ves čas. Eden od, ja. Kar nekaj glavnih problemov je na začetku sezone. In recimo ena stvar, ki mi jezi pri Goranu v letošnji sezoni je, da ne meče takrat, ko je vroč. Recimo ima napad, ko zadane trojko, potem v naslednjem napadu še zadane iz pol razdalje in potem v tretjem napadu ali pa četrtem napadu praviloma prepušča žogo oziroma organizacijo drugim in potem dejansko se ohladi in potrebuje spet nekaj metov, da pride nazaj, tako da si na ta račun recimo tudi kvari statistiko. Ne? Ja, tukaj si na eno zanimivo stvar, pravzaprav se dotakne ene zanimive stvari. Tudi jaz sem se že parkrat v letošnji sezoni ob spremljanju tekem Miamija popraskal po glavi, ni bilo namreč povsem jasno, kaj poskuša Goran narediti, kakšen je njegov cilj. Vedno se je seveda potrebno vprašati tudi, kakšno vlogo igra utrujenost. Recimo, če odigra 3 napade zapored ali v četrtem preveč utrujen in potem zato prepusti recimo igro nekomu drugemu, ampak to sem tudi jaz opazil, ne samo opazil, tudi številke, recimo konkretne številke to potrjujejo. Imel je recimo leto že četrtine, v katerih je metal 6-7, 5-5, 4-5, 5-6, zelo uspešne četrtine, tekme izjemno dobro začenja. Ampak potem recimo v prvi četrtini da 10, 12, 14 točk z 80-90 odstotnim metom, zgreši samo en met, potem pa v drugi četrtini vrže samo en met. In potem recimo v tretji četrtini prvi met vrže šele tam nekje 6 minut pred koncem tretje četrtine. Jaz mislim, da namerno prepušča igro drugim. Tudi recimo komunikacija med Spoelstro in Goranom ves čas poteka. Vsak, ki spremlja tekme Miamija, lahko vidi, da se ogromno pogovarjata med samo tekmo, vsaki pauzi, vsakim izvajanjem prostih metov, izgubljeni žogi, karkoli že je, pač Goran govori s Spoelstro in tudi med samim, recimo, ko prenaša žogo, si včasih vzame sekundo ali dve, samo da mu Spoelstra pokaže, katero akcijo mora odigrati. In to moštvo je povsem v rokah Spoelstre. Akcije, ki jih igrajo, so več ali manj, skoraj da vsaka akcija jo on kliče in je zelo malo te read and react offense napada, pri katerem pač playmaker bere obrambo in se odloča in on potem glede na to kliče akcijo, ki naj bi jo odigrali. In ja, Goran pogosto začne zelo dobro, in potem tretji četrtini čaka nekje na met, ni agresiven v napadu. To sem tudi že omenil. V prodorih podaja skoraj v polovici svojih prodorov. Mislim, da je ta številka prevelika, previsoka in bi moral biti bolj agresiven pri iskanju priložnosti za lasten met. In John Wall, ki slovi kot igralec, ki naj bi najprej iskal podaj in šele to zaključeval, v enakih prodorih le v približno 25% žogo. Še manj, 22,9. No, tako poda žogo na ven in preostale procente zaključuje sam. Tako da Goran, mislim, da bi se moral tudi približati tej številki in večkrat zaključevati sam. Vendar spet smo pri tem, verjetno le posluša navodila Spoelstre in verjetno so to navodila trenerja, zaradi katerih
Ne, to Goran vsekakor tudi- so, namreč Miami je moštvo, ki zbere največ prodorov na srečanje v celotni ligi, med vsemi moštvi v ligi in najbolj odgovornost za to sta seveda ravno Goran in Dion, oba sta med najboljšimi 5, gibata se tam nekje med najboljšimi 5 ali 8 igralci, ki zberejo največ prodorov na tekmo in seveda za voljo njiju je Miami na prvem mestu po številu prodorov, pravzaprav samo Dion in Goran skupaj sta do sedaj zbrala več prodorov kot 3 preostala moštva, celotna moštva. Tako da to priča o tem, kako veliko prodorov in kako uspešna so v prodorih in seveda ob tem se tudi nabere število podaj, ki jih ona podata na zunanje položaje, ki so pa nažalost pogosto neizkoriščene, tudi tiste pri neoviranih metih. Lahko preverimo recimo statistiko neoviranih metov za 3 točke, kjer so tisti najboljši ostrostrelci lige 50, 60, celo 70 in več odstotni. Met za 3 točke je postal tako veliko in tako močno orožje v vsakem moštvu, da seveda vsako moštvo premore vsaj 2-3 take strelce, ki neovirane trojke v igri zadevajo z več kot 50% učinkovitostjo in so seveda take akcije izjemno učinkovite, celo bolj učinkovite recimo kot pick and roll igra pod koš. Z večjim odstotkom se zaključujejo take akcije in seveda 3 točke so več kot 2 točke. To je tista najbolj pomembna matematika pri tej celotni zadevi. Zato je to, kar Goran počne, izjemno pomembno v ligi. To je tisto, kar sedaj seveda vsi v ligi iščejo. Organizatorja, ki lahko prodre pod koš in potem poda ostrostrelcu na zunanjem položaju direktno v roke. Ne pol metra, ne 10 cm stran, čim se mora ostrostrelec prilagoditi, se lahko prilagodi tudi obramba in ima pač obrambni igralec dovolj časa, da pride blizu in pokrije met. Če mu podaš direktno v roke, je pa to čista trojka. In Goran je med prvimi 3 igralci po številu ustvarjenih priložnosti za neovirane trojke. Če bi njegovi soigralci izkoristili samo recimo temu 2-3 trojke več na tekmo, ki jih on pripravi, neovirane trojke, bi seveda imel tudi 2-3 podaje več, kljub temu, da nima veliko žoge. To je tisto, kar je izjemno pomembno in kar mene najbolj čudi. In, ja, da preprosto nima veliko žoge, kljub temu, da so njegovi odstotki v vseh pogledih, aspektih izjemno visoki. In recimo, ko smo pogledala, ne samo recimo njegovi odstotki podaj so izjemno visoki, izbere veliko število podaj, če samo primerja število vseh podaj, ne samo podaj, pri katerih seveda igralec, ki se mu podaja, zaključi z metom, vendar vseh podaj je Goranovo glede na njegov usage, se pravi glede na njegov delež napadalnih akcij, ki jih porabi, izjemno velik. Torej, kljub temu, da ima 4,8 podaj in skoraj 20 točk, torej 5 podaj, 20 točk na tekmo, je to, glede na to, koliko časa ima žogo v svojih rokah, ga ta statistika uvršča povsem pri vrhu. Igralci, ki jim dosegajo več točk ali dajo več podaj, imajo tudi precej višji usage rate, ali pa samo, če recimo pogledamo čas obvladovanja žoge, koliko časa določen igralec ima žogo v svoji posesti, tudi to lahko pogledamo in tudi tukaj, glede na čas obvladovanja žoge, je Goranova statistika povsem pri vrhu, med najboljšimi, recimo temu 5 igralci, če seveda upoštevamo vse te dejavnike. Zato bi bilo seveda razumljivo, da bi pričakovali, da bo imel več časa žogo pri sebi. Omenila sva že, da dosega isto število podaj kot James Johnson, recimo oba dosegata 4,8 podaje na tekmo. To sta recimo oba igralca, ki morda imata največ žogo, čeprav že spet. Dion Waiters ima samo malenkost manj. Kot si sam dejal in ko si govoril tiste usage podatke, te podatki so seveda koristni predvsem zaradi tega, da vidimo, da ima recimo 5 igralcev, 6 igralcev pravzaprav žogo približno isto v svoji posesti in porabi približno isti delež napadalnih akcij, s tem, da recimo 7. in 8. igralec tudi nista zelo daleč. In to je recimo tista Spurs košarka, tista Golden State košarka, tista moštvena košarka, s katero najboljša moštva v ligi uspevajo. Vendar to so moštva, ki so na eni strani izjemno odigrana kot Spursi, ali pa kot Golden State imajo izjemne posameznike, ki so prav tako uigrani, morda ne ravno toliko kot Spursi, ampak še vedno izjemno uigrani in so pripravljeni deliti žogo, si podajati in seveda, ko si med sabo žogo podajajo Klay Thompson, Kevin Durant in Steph Curry na zunanjih položajih, in ko te igralci dobijo prosti met, seveda ravno ta statistika neoviranih metov za 3 točke kaže tisto, Miami je povsem na repu, Golden State je povsem pri vrhu. Take mete je potrebno zadevati in Miami jih ne zadevajo in dokler jih ne bodo, seveda tudi Goran ne bo dvignil števila svojih podaj na eni strani, na drugi strani pa ravno to, večji usage.
Izgubljene žoge, preden sem to umestno noto še podal, sem ravno o tem govoril. James Johnson 4,8 podaje, Goran Dragić 4,8 podaje, vendar James Johnson obenem tudi 3,3 izgubljene žoge, torej 1,2 izgubljeni žogi več kot recimo Goran. Od teh igralcev, ki imajo največ žogov, ima Goran najmanj izgubljenih žog in ja, tukaj bi bilo potrebno nekaj spremeniti, ne samo zaradi Goranove statistike, začela so tam, ko so govorila možnosti Gorana, da recimo se uvrsti v idealno peterko, v eno od idealnih peterk NBA lige ali All-Star tekmovanje. Seveda precej padejo, če je njegov usage rate, ta delež napadalnih akcij, tako nizek, če nima žoge pri sebi, vendar tisto, kar je najbolj pomembno, seveda osebna statistika nič ne šteje, če moštvo ni uspešno. In zdi se, vsaj številke, ki jih trenutno gledava, to potrjujejo, je moštvo bolj uspešno, ko ima Goran več žogov pri sebi. Zaradi tega gre se zdaj seveda te dve stvari z roko v roki, vsaj morale biti in številke, kot sem dejal, to potrjujejo. O boljši statistiki in seveda boljši igri moštva bi Goran v taki formi pa je eno. To je tisto najbolj pomembno, kar želim povedati, da tudi recimo, če pogleda izolacijo, Blaž. Ja, recimo, če pogledava samo to imenovano izolacijo, se pravi, ko igra Goran 1-1 z nasprotnim igralcem, zaključuje z izjemno veliko učinkovitostjo in to je 75%, kar je izjemno in to je, v bistvu je Goran s tem odstotkom najvišje med vsemi igralci, ki na tekmo poizkušajo vsaj en ISO. Goran je igralec z najvišjim odstotkom zadetih košev v izolaciji med igralci, ki odigrajo vsaj eno akcijo v izolaciji, torej odigrajo vsaj eno 1-1 akcijo, individualno akcijo na srečanje. Torej, to je tisti podatek, ki priča o tem, da ne samo recimo, da Goran odlično podaja, da ne izgublja veliko žog, ko podaja, ampak da tudi takrat, ko sam zaključuje individualno, 1-1, ko mu spraznijo stran, ima izjemne odstotke, vendar drugi dobivajo več žoge. Recimo Dion Waiters je tisti, ki na koncu tekme igra izolacijo. Zato sva šla pogledat, to so bila oba dva malce presenečena, ko sva šla pogledat odstotke Gorana Dragića in Diona Waitersa v izolaciji. Dion je tisti, ki na koncu tekem skoraj da po pravilu, če je rezultat blizu, igra 1-1 izolacijo, zaključuje z meti iz pol razdalje. So bila oba dva presenečena, ko so videla, da ima Goran več kot dvakrat više odstotke. V izolaciji niso Dionovi zelo slabi, ampak Goranovi so izjemni, so izjemno visoki. In potem, ko pogledaš vse te stvari, ko jih daš skupaj, ko malce se poglobiš v to napredno statistiko, ko pogledaš recimo Goranovo učinkovitost iz različnih področji na parketu, meč več kot 40% za 3, več kot 48% iz igre, s tem, da je bil še tekmo ali dve nazaj preko 50%, in 20 točk z metom, s 50% metom iz igre in 40% metom za 3 je ena izmed tistih elitnih statističnih postavk, ki je uspela samo najboljšim igralcem v zgodovini. No? Mislim, to lahko odkrito trdimo, če greš pogledat, kateri igralci ni sicer tako cenjena postavka, kot recimo 50, 40, 90, torej 50% met iz igre, 40 za 3 in 90 prosti meti, vendar 20 točk, 50% metov iz igre in 40, vsaj 20 točk, 50% metov iz igre in 40% metov za 3 točke, je pa prav tako postavka, ki je recimo v zadnjih sezonah uspela Novickemu, ko je bil MVP, uspela Curryju, ko je bil MVP, uspela je recimo LeBronu, uspela je Durantu in uspela je Goranu Dragiću v sezoni 13-14. To je tako redka skupina igralcev, seveda tisti ostali so dali precej več kot 20 točk, no ja, precej več, nekaj več kot 20 točk, Goran 0,2, 0,3 več kot 20, torej tudi to nekaj seveda šteje. Ampak ja, jaz mislim, da bi Goran ob večjem usageu, večjem deležu napadalnih akcij, bi nedvomno, o tem sva se pogovarjala pred samim, jaz mislim, da bi lahko v moštvu, kjer bi recimo on bil odigral recimo več pick and rollov, kjer ne bi on postavljal bloka, kjer bi bil on tisto jedro napada, v moštvu, kot je recimo reprezentanca, ali pa kot recimo so bili Sansi 13-14, ko je vodil tisto moštvo. V takem moštvu in s tako igro bi, mislim, da on lahko sedaj brez težav dosegal 24-25 točk, 8-9 podaj na tekmo ob še vedno zelo visokih procentih. V to sploh ne dvomim in mislim, da bi bilo moštvo v tem primeru tudi nekaj boljše. Seveda, ena velika stvar, o kateri morava spregovoriti in se mora vprašati, kakšni meri tukaj vlogo igra utrujenost Gorana.
Ja, to je dobro. Ali je to vprašanje. razlog za to, da tako rezervirano igra v drugih polčasih, recimo, ali pa da recimo po 3 uspešnih akcijah se potem postavi nazaj in počiva, ali pa recimo po četrtini, v kateri da 12 točk zadane vse mete, na to potem naslednjo četrtino vrže samo enega in se več ali manj celotno četrtino skriva v kotu. Ali je utrujen pa počiva v tistih trenutkih, ali izgublja moč v drugem polčasu, ali je to mogoče razlog, ali ni pravzaprav razlog, zdaj so seveda domnevala Spoelstra, uigravanje večjih playmakerjev, sistem, drive and kick, vse to zahteva deljenje žoge, Spurs košarka, Golden State košarka, vse to je stvar sistema, stvar Spoelstrine sheme, njegovih akcij, igre, ki jo zahteva samo moštvo od Gorana. Zdaj pa seveda drugo vprašanje, ali se midva motiva in ali morda razlog za njegovo rezervirano igro pravzaprav utrujenost. Eno stvar, ki so jo morda pozabila omeniti pri Goranu v letošnji sezoni, je tudi odlična obramba. Recimo ta zadnja tekma proti Golden Stateu, ko sem nekoliko spremljal reakcije na družbenih omrežjih, so vsi v en glas bolj kot ne ponavljali, da je Goran odigral izjemno dobro obrambo na Stephu Curryju. Tako da obramba, dobra obramba na nasprotnem, bomo rekli, najboljšem igralcu ali pa najboljših igralcih v nasprotnem moštvu zahteva ogromno energije. Zato so igralci, ki so sposobni dobro igrati v obrambi in na to še dobro igrati v napadu, zelo redki. Zelo malo, lahko jih naštejeva, mislim, da celo na prste ene roke, ki jih je takih, da igrajo odlično obrambo in na drugi strani še odlično napadajo. Kawhi Leonard, LeBron James, Jimmy Butler, potem se pa že počasi konča. S tem, da recimo Jimmy Butler se je letos povsem podredil obrambnim nalogam v Minnesoti in je njegova statistika precej padla. Recimo, lansko leto je seveda vedno tisto vprašanje pravega ravnotežja. Koliko bom dal v obrambi, koliko se bom šparal v obrambi in seveda koliko mi bo potem ostalo moči za napad. Vemo, Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Damian Lillard, to so igralci, ki recimo sploh ne igrajo. James Harden, ogromno organizatorjev, seveda to je najbolj zahtevna pozicija ravno zaradi tega, ker moraš v napadu ogromno teči, vendar sedaj, da moraš pa še v obrambi ogromno teči, te hitro zmanjka. To je povsem res, Blaž, tukaj si imel povsem prav, ko si opozoril na to igro v obrambi. Goran igra, če govorimo samo o organizatorjih prve peterke, torej prvih 30 organizatorjih lige, zagotovo je med najboljšimi 8. Mislim pa, da bi lahko argumentirano trdil, da je med najboljšimi 5, seveda govorimo o 5. ali 6. mestu, govorimo o najboljših obrambnih organizatorjih. S tem, da bi lahko trdili tudi, da je med najboljšimi 10 zagotovo recimo v napadu. Če damo to skupaj, je eden izmed zelo redkih, ki bi ga recimo lahko v obrambi in napadu vrstili v prvo deseterico. Kljub tej recimo slabši statistiki in malce bolj rezervirani vlogi v napadu, mislim, da njegovi odstotki, kot sva dejala, v izolaciji, spot up, torej takoj po prejemu, v metih, takoj po prejemu žoge, v metih iz vseh področji na parketu, trojka, pol razdalja, izpod koša seveda neverjetni procenti, vendar tudi za 3 je pravzaprav najboljši ostrostrelec njihovega moštva in to je tudi morda eden izmed razlogov, da je na trojki. Če govoriva že o utrujenosti, pa lahko govoriva tudi o tem, ko sva že govorila, da moštvo izjemno slabo meče za 3. Izjemno seveda Gorana in pa Kellyja Olynyka. Zanimivo, Kelly Olynyk je tisti, ki bi moral pravzaprav verjetno več stati na trojki in metati za 3 in nerazumljivo preveč časa igra žogo ali pa pod košem. To ni njegova igra. On bi moral biti več na trojki, vendar on seveda tudi na tekmo vrže 2 trojki manj kot Goran. Goran vrže skoraj 5 trojk na tekmo, 4,5 trojke na tekmo in če 40% ob takem številu je seveda izjemno, odlično, samo potrjuje tisto, kar vsi že vemo, da se je razvil v izvrstnega strelca, ostro strelca. Vendar ja, seveda, ali je zdaj to tudi eden izmed teh razlogov, da Spoelstra ve, da je njegov najbolj zanesljivi ostrostrelec Goran. Na drugi strani James Johnson 30%, bil je še precej slabši za 3, pa je v zadnjih 2 tekmah malce bolje metal in si malce dvignil odstotke, bil je v 20 in 20s, ko govorimo o odstotkih za 3 točke. In seveda zdaj, če imaš Jamesa Johnsona in Gorana Dragića na parketu, oba dva sta sposobna prodreti pod koš, ampak eden od njiju ni sposoben zadeti trojke po prejemu žoge, je seveda zdaj jasno, kaj boš naredil. Tistega, ki je sposoben zadeti trojko, boš dal na trojko in seveda to je ena izmed možnosti. Druga možnost je pa seveda ta utrujenost, ki sva se jo dotaknila. In tukaj jaz preprosto ne vem, ampak kot sem dejal, kot sem že omenil, parkrat sem se že preprosto praskal po glavi, ko sem spremljal tekmo Miamija in se spraševal zdaj, a je Goran poškodovan, ali je morda
nezainteresiran in kaže neko določeno nezadovoljstvo. Govorimo o razlogih za rezervirano igro. Recimo proti Clippersom je najboljši primer take tekme. V zadnjo četrtino je Miami vstopil z z več kot 20 točkami prednosti. Mislim, da 21 ali 22 točk prednosti so imeli in Clippersi so začeli v zadnji četrtini topiti to prednost, jih loviti. In Goran je konstantno ves čas vztrajal pri isti igri, podajal soigralcem, poskušal razigravati drive and kick, prodor in podaja na ven, prodor in podaja ven, ali pa recimo prišel do povsem odprte priložnosti za met s pol razdalje, kjer je že spet, ko pogledamo njegove odstotke, so odlični, vendar ni vrgel, ampak je podal, že spet tudi v takih primerih, s tem, da je recimo vmes 2, 3, 4 napade prepustil drugim, Jamesu Johnsonu, Tylerju Johnsonu, Richardsonu se sam postavil v kot in ves čas so se Clippersi približevali. To so situacije, v katerih bi jaz preprosto pričakoval, recimo, da bi Goran vzel žogo, odigral ali pick and roll, morda recimo se odločil za horn set, to je dvojni blok levo in desno in ima potem možnost za prodor na obe strani, se mu odpre lahko recimo več prostora, morda celo izolacijo 1-1, pokliče spraznite mi stran in bom odigral, že spet tudi v izolaciji so njegovi odstotki izvrstni. On si lahko step back met ustvari proti komarkoli. Danes po noči proti recimo Golden Stateu si ga je ustvaril lep step back proti Draymondu Greenu, proti Kevinu Durantu. Oba igralca, ki recimo ravno mete s pol razdalje, lahko odlično pokrijeta, ker sta hitra in visoka. Z dolgimi rokami. Tako. Ampak Goran je recimo tekmo proti Clippersom končal z 9 meti. V zadnji četrtini, celotno četrtino je igral samo 2 meta. To je absolutno premalo. V celotnem drugem polčasu recimo dobro, tretjo četrtino je sedel zaradi težav z osebnimi napakami in je seveda tukaj razlog, da ni metal. Vendar potem, ko pride takoj na začetku zadnje četrtine in da v celotni četrtini vrže samo 2 meta na tekmi, kjer pač nasprotnik lovi 20 točk zaostanka, je, ja, kot sem dejal, popraskal sem se po glavi in se vprašal, ali je poškodovan, ali je s polstra, ne vem. Zakajen? Morda. Ali je utrujen Goran, ali se boji, kar seveda je morda celo bogokletno govoriti za igralca, za katerega smo vsi videli, da je že v NBA ligi in evropski košarki prevzema odgovornosti v največjih trenutkih. Goran je vstopil v NBA ligo z izjemno predstavo v zadnji četrtini polfinala proti Spursom, kjer je praktično sam odločil tekmo v moštvu, kjer je bil recimo še Steve Nash prvi organizator in ja, da je tako pasiven v zadnji četrtini take tekme, je milo rečeno čudno. Ja, in kot so omenila, dejansko 3 razloge za to pasivnost v zadnji četrtini: poškodba, morda sistem spolstre, morda utrujenost. Dejstvo pa je, da če bi Goran na koncu v zadnjih četrtinah prevzemal odgovornost, prevzemal žogo v svoje roke, bi verjetno tudi Miami imel kakšno zmago več letos. In Goranova statistika bi delovala precej bolje. Že spet, da ne bo kdo narobe razumel, midva sedaj so recimo rahlo kritična do igralca, ki je začel sezono s povprečjem 24-4. Ko sem gledal, kateri igralci imajo statistiko vsaj 20 točk, 4 skoke in 4 podaje, že spet najboljših 10-11 igralcev, tistih 10 igralcev, ki jih recimo tudi vsi štejemo med kandidate za najbolj koristnega igralca, od LeBrona do Duranta, do Janisa, Greek Freaka, Curryja in vseh pač teh največjih zvezdnikov lige. Zato tisto, kar sem dejal, ja, v bolj ustreznem sistemu, v bolj primernem sistemu 25 in 8, mislim, da bi bilo zlahka dosegljivo za Gorana, glede na formo, ki jo ima, glede na to, da vidim, da si ustvarja priložnost, glede na to, da tudi številke, kot sva dejala, da se ne bova preveč vrtela in počasi lahko zaključiva tudi z Goranom in Miamijem in prideva na Luko Dončića, na drugi veliki biser slovenske košarke, ki seveda čara v Euroligi. Ja, lahko bi bil Goran precej boljši, mislim, da z boljšim Goranom, bolj agresivnim Goranom bi bil tudi Miami precej boljši in seveda bova midva spremljala še naprej celotno sezono Miamija in Gorana, njihov napredek. Morda kakšno besedo rekla tudi v prihodnji epizodi podcasta, ko se bova posvetila samo NBA ligi, čeprav takrat seveda precej bolj podrobno o vseh ostalih moštvih. Tokrat so pa želela malce obdelati Miami, malce bolj podrobno o njih spregovoriti. Za konec mislim, vsaj meni, Blaž, vse te začetne napake se mi zdijo popravljive. Morda bo lahko potrebna tudi kakšna menjava, recimo kakšnega igralca, kakšnega zunanjega igralca, ki jih imajo ogromno.
Verjetno se bo precej spremenilo že s tem, če dvignejo met za 3 točke in s tem zvišajo število doseženih točk na tekmo in mislim, da bi že tukaj lahko viden bil potem tudi napredek na lestvici, kar se tiče moštva. In morda tukaj že spet to, kar smo omenili, morda bo potrebna kakšna menjava za to. Namreč zdi se, da to moštvo nujno potrebuje v svoji prvi peterki tako imenovanega stretch four igralca, torej krilnega centra, ki lahko zadane trojko. Lansko leto je recimo Luke Babbitt podpovprečni igralec, ki edino, kar zna pravzaprav na položaju 4, je to, da lahko zadane kakšno občasno trojko. Igral izjemno pomembno vlogo v tem moštvu in to ni James Johnson in to tudi ni Kelly Olynyk, ki je pa prepočasen, da bi zraven Hasana Whitesida igral na položaju krilnega centra. Tako da tudi to je še ena izmed teh njihovih težav. Toda težava pri menjavi za stretch four oziroma za to štirko, ki širi prostor, je pa v tem, da so te igralci relativno redki in da imajo tudi visoko ceno na trgu. Ali pa ima Miami dovolj dobrih igralcev, da upravi takšno menjavo, je pa sedaj drugo vprašanje. Ja, katerega? Luke Babbitt je zagotovo igralec, ki bi ga lahko imeli v svoji postavi in zelo poceni. Taki recimo tisti nižji razred teh igralcev je dobljiv. Potrebno je recimo samo dobiti primernega. Saj ni potrebno, da dosti naredi. Potrebno je samo, da nasprotniki vejo, da tam na šterki stoji en krilni center, ki bo, če bo samostal, ravno to, govorila so te neovirani meti za trojke, bo zadev recimo vsako drugo ali pa tretjo trojko. To je že dovolj, da bo recimo malo bolj previdni in ga malo bolj pokrili. In to je bil recimo Luke Babbitt, to je recimo je več igralcev. No. Zdaj v sedanji ligi, v košarki, kot se sedaj igra, je takih igralcev več. In morda kakšni zunanji igralec, Tyler Johnson, Richardson, recimo za kakšnega takega igralca, to je seveda že povsem druga tema, kjer se morajo pogodbe uskladiti in o tem morda kdaj več drugič, ampak vse težave se da popraviti, upam, da jih bodo popravili, namreč v nasprotnem primeru ena stvar je pa gotova in v to sem prepričan. Lansko sezono je Pat Riley, zelo glasni Pat Riley, capo di tutti capi v Miamiju, počakal, v prestopnem roku ni nikogar zamenjal in potem se seveda, ker malce pred koncem prestopnega roka se je začel ta njihov veliki preobrat in je Riley rekel, bom počakal. Letos on ne bo čakal. Jaz sem prepričan, da če ne bodo vsaj nekaj tekem, 3, 4, 5, 6 tekem, ne vem, kje je ta njegova meja, nad 50% zmag čez recimo mesec ali dva, tam nekje v začetku januarja, to bi pomenilo recimo 20, 15, 25, 20, no ja, ne še toliko. Ja, no ja, 25, 20, nekje takim razmerju, 25 zmag, 20 porazov. Mislim, da je to nekje minimum, kjer bodo morali biti čez recimo 2 meseca. Drugače sledijo menjave. Drugače mislim, da bo neusmiljeno Riley koga poslal stran. Mislim, da je Goran razmeroma varen, vsaj kar se tiče Spoelstre. Spoelstra sta velika zaveznika in morda, ko že govorijo o razlogih za to pasivno podrejanje, vsaj to, kar vidimo na parketu, je del razloga tudi v tem, da Goran na vse pretege želi uresničiti to Spoelstrino idejo, ki jo ima na parketu, želi, da ta motion offense, napad, pri katerem se vsi gibajo, pri katerem žoga kroži, zacveti v sveti, kjer različni igralci začenjajo napade, seveda, kjer recimo lahko tudi Goran ne samo postavlja bloke, ampak recimo iz krila uteka, ko center podaja za backdoor oziroma utekanje za hrbtom, kjer lahko vsi igralci zamenjajo vloge od 1 do 5, od 2 do 4, 3 na 1 in vse mogoče kombinacije. In morda je tudi tukaj kakšen razlog za to njegovo podrejanje, ne vem. Preprosto ne vem, vendar tako pasivno in igro si Goran ne bo smel privoščiti na naslednjih tekmah, takih tekem, kot je bila recimo proti Clippersom, kjer recimo ob taki prednosti ne vrže nobenega meta, ko nasprotnik seveda niža prednost, je, mislim, da si ne sme privoščiti. Če seveda želi vsaj deloma resno računati na kakšno posezonsko nagrado in kot so dejala, tukaj so pa začela in morda tukaj lahko začneva, uspeh moštva in uspeh posameznika gre nekako z roko v roki, brez enega ni drugega, brez drugega ni enega in brez obeh ni teh individualnih nagrad, ampak kot sem dejal, tista teza, ki je najbolj pomembna in mislim, da se tukaj oba strinjava, več Gorana,
je tista stvar, ki jo potrebuje Miami. Zdaj, če je Goran sposoben tega bremena, je pa seveda drugo vprašanje, to bova videla pa v prihodnosti, če se bodo nadaljevale take igre, recimo kot je bila proti Clippersom ali pa tudi nekatere druge predstave, kjer je recimo v prvi četrtini zadev vse mete in potem drugo četrtino vrgel samo enega, tega si preprosto ne sme dovoliti. Če je vroč, naj meče, sam je dovolj pameten, da ne posiljuje metev takrat, ko ni vroč, vendar na drugi strani pa tudi takrat, ko ni vroč, se mora zavedati, da je vodja v moštvu, da si lahko tudi tekmo, ko ne bo razpoložen, vzame 16-17 metrov in mu glede na njegove odstotke nihče ne bo nič očital. Se pa vsem strinjam s tabo in dejansko samo čas bo sedaj pokazal, kaj lahko ta Miami doseže in jaz upam, za voljo tudi ljubiteljev košarke v Sloveniji, da se bo Miami dvignil, kajti vsi bi radi gledali Gorana v končnici, pa naj potem tam pokaže tiste še boljše igre, da pokaže tisto stopničko več, recimo kot je kazal na Eurobasketu, in mislim, da bi na tej točki lahko sedaj tudi zaključila in se posvetila drugemu MVP-ju 3. kroga Eurolige, 4. kroga Eurolige, MVP-ju meseca oktobra v ligi. In s tem se vrnemo čez par trenutkov. Ja, z Blažem sta nama Goran Dragić in seveda njegov Miami vzela toliko časa oziroma toliko sva imela za povedati po tej daljši pauzi, da sva se zaradi dolžine tega prvega dela odločila, da bova objavila ta del posebej in nato jutri objavila še drugi del, v katerem sva se podrobno lotila Luke Dončića, bisera slovenske, evropske, svetovne košarke, najboljšega najstnika na svetu, ki konstantno dviguje to mejo. Z vsako tekmo postavlja nove mejnike, ruši rekorde, svoje rekorde, postavlja nove rekorde, namreč nihče mu pri teh letih do sedaj v zgodovini košarke še ni bil enak. In danes zvečer bo Luka odigral pomembno tekmo proti Makabiju iz Tel Aviva, derbi v Euroligi. Derbi, na katerega se bo zopet podala cela vrsta oglednikov in tudi nekaj generalnih menedžerjev, vključno z generalnim menedžerjem, generalnim direktorjem Chicago Bullsom, famoznim oziroma tudi osovraženim vsaj strani navijačev Bullsov Gerom Formanom. Zato še ena v vrsti izjemno pomembnih tekem in jutri seveda več o Luki Dončiću, o začetku te njegove izjemne sezone, o tem, kaj mu trenutno napovedujejo, kakšen položaj na naboru, kako trenutno kotira na teh različnih projekcijah. O vsem tem več jutri, za danes pa bodi to dovolj in se jutri z Blažem zopet oglasiva. Do takrat pa lep pozdrav. Pri žogi Goran gre za 3, dosegla napaka in gol!